prižgali ste luči in čarobni december se je s tem začel, s tem tudi veliko prireditev, ki se bodo združevale tu na Linhartovem trgu. No, res je, jaz že lahko rečem za prvi dan, da smo vsi skupaj presenečeni nad tako visokim obiskom, ker toliko ljudi, praktično je cel Linhartov trg napolnjen z najmlajšimi, vsemi ostalimi in res sem vesel. Seveda, Zavod Turizem je pripravil praktično vsak dan neke aktivnosti na Linhartovem trgu, tako da res prisrčno vabim vse, ki se želijo družiti in tudi okusiti dobro hrano in pijačo, tako da pridite na Linhartov trg. Enem pa je tudi zaključek okusov Radovljice, ki so bili v celem mesecu novembru kar v 9 restauracijah po radovljiški občini. Ja, to je res danes, prav 2. decembra je zaključek in sem videl, da imajo res kvalitetno pripravljeno, tudi vreme nam služi in sem zelo vesel. In še povejva, koliko luči se je zasvetilo tukaj, lahko rečeva neskončno? Malo so mi povedali, da je kar veliko število, pa da je na samem Linhartovem trgu tam kilometer pa pol te napeljave, tako da je kar nekaj. Mesec december se je začel in tudi številne prireditve. Kakšne prireditve se bodo zvrstile v tem mesecu na Linhartovem trgu? Danes smo torej prižgali praznične luči, igrali bojo še kontrabanti, zabavala nas bo Čupakabra, hkrati pa je danes tudi zaključni dogodek okusov Radovljice na trgu s ulično ponudbo hrane in pijače. Sicer pa pripravljamo tudi jutri, se pravi 3. decembra, praznični sejem na trgu in pa potem od 22. do 30. decembra vsak dan praznični sejem, ulične predstave, pravljične dežele, se pravi pravljičarji, Čupakabra, zopet Ana Snežna oziroma Ana Desetnica. 30. decembra pa bomo na trg pripeljali skupino Help, Beatles Tribute Band, tako da lepo vabljeni v Radovljico, veliko se bo dogajalo. No in koliko restauracij je bilo letos v Radovljici v okusih Radovljice? Letos je sodelovalo 9 restauracij, vse so se tudi predstavile na trgu na zaključnem dogodku, tako da 9 izbranih restauracij, ki sta jih ocenila Uroš in Violeta Mencinger, tako da bomo pa seveda se lahko pridružile tudi druge gostilne, ki smo jih povabili, da se ocenijo in če dobijo dobro zadostno oceno, se lahko naslednje leto že pridružijo tej skupini. Kaj je pravzaprav poanta okusov Radovljice? Kakšna hrana? Bistvo okusov Radovljice je, da se povezujejo z lokalnimi dobavitelji in da je ta mesec na krožnikih res poudarek na lokalni, domači hrani, pridelani doma, na kmetijah, tako da v bistvu poanta okusov Radovljice je povezovanje gostincev in dobaviteljev in seveda tudi njih samih, med njimi pa hkrati tudi uživitev meseca novembra, ki prej ni veljal za tako dobro obiskan mesec v gostilnah. Kako so se letos obnesli okusi Radovljice? Zelo dobro, po vtisih vseh gostincev, vsi so zelo zadovoljni, tako da tudi letos je projekt zelo dobro uspel. In kakšen bo še zaključek 2. decembra tu na Linhartovem trgu? Danes se seveda vsi predstavljajo tudi s svojimi meniji, zopet je poudarek na lokalni hrani, tako da vsi se predstavljajo s svojim menijem na način ulične prehrane.